Evo, zdaj se ta Zoom konferenca snema, zdaj bom pa še tukaj začne video v živo. Evo, tudi video v živo. Se zdaj na Facebooku dogaja, sam preverim, če na stacionarnem računalniku kaže. Sam malo. V živo umetnost. Evo, se mi zdi, da tudi tole v živo laufa. Dober je. Upam, da je ton v redu. Zdaj grem pa takole nazaj na Zoom konferenco. Ura je 5 čez. Snemam in imam tam video. Tukaj za tiste na Facebooku še enkrat, pa tudi ostalim, pokažem tolo abstraktno, moderno umetnost, o katerih bom mogoče poznaj kaj povedal. Dal sem samo za imidž za danes. Tamle sta dva moja Freuda, pa leta 2005, 15 let nazaj, sem naredil enega najboljših portretov po mojem videnju, pa tudi po videnju drugih. Tam gor eno, takrat je bila stara 15 let, sošolka od mojega sina, Tima, Tjaša. Zdaj bo dobila, ker sem jo ponovno najdel, ta portret v trajno last. Zdaj bom pa začel. Se pravi, imam vse, snemam. Glejte, spoštovani, tole je ena tretja Zoom konferenca. Zakupili smo aplikacijo Zoom za en mesec, 2 konference sem imel, tam teorija zarote. Pa tisti, ki ste bili, pač veste, teorija moralnega razsojenja prvič. Zdaj imam tole umetnost, naslednjič, zadnjič, četrtek, naslednji teden, imam pa malo feminizma na tapeti, kot se spodobi pač zame, ki sem napisal knjigo Prvi spol o ženskah. Tema naslednje konference bo pravi moški in normalne ženske. Enkrat smo imeli posvet na to temo, to so norele te feministke, da je glava pekla. Vesna Godina je odpovedala predavateljsko udeležbo, toliko so pritiskali name. Tako da mi imamo nek načrt ali pa ambicijo, da bi neke te teme, ki jih tukaj v Zoom konferencah obravnavam, pa jih imam še kar nekaj na zalogi, obdelali na nekem vikend seminarju. Imamo tiste neke bone, pa bi se dobili kaj nekje na Gorenskem, malo športali, malo družili, malo neka osebna svetovanja bi lahko imeli tisti, ki bi pač prišli, planiramo pač to, ampak nimamo sponzorjev, neka kotizacija bi mogla biti, spremljati ta Facebook, kjer bodo informacije prišle na to temo, če bomo se kaj organizirali. Zdaj bom rekel za začetek, ne. Z umetnostjo sem se jaz nekoč malo ukvarjal. Rečem malo, bil sem član tam nekih revirskih likovnikov, Relik, to so naši lokalci iz Zasavja oziroma Strbovelj, in ko sem jaz jim tam pokazal te portrete, to so nekateri nekovali v zvezde, češ, pa zakaj ti več ne rišeš, ustvarjaš, zakaj nisi bolj predan umetnosti. In jaz sem zgolj glave sem risal, portretiral sem, začel sem pa v vojski. Po 20 letih prvih portretov sem naredil samostojno razstavo, ampak ne prvo, že bila ne vem katera. Po 20 letih sem pač naredil razstavo, ampak to je že 20 let nazaj. In lokalni mojster likovne umetnosti je bil takrat že, lani je postal pa minister, naš Poza, Zoran Poznič. Rekel, Poza, ti se malo spoznaš na tole, glih končal je tam neko likovno umetnost ali pa bil študent, se ne vem točno. Malo je starejši kot jaz, ne.
na stara leta pač je začel tole bolj študirati, prej bil pa kar dober likovnik, ne, tudi nekaj je kiparil. Zdaj to, da dela nekega rodarja 10-metrskega iz železa, to je nek projekt, ki tam nekje na Prpajsekih bo ta rodar bil, nekih enih 45.000 evrov bo to stalo, ampak naj se gre to svojo umetnost, ne. Jaz sem rekel, daj Poza, poglej, pa je rekel, daj nehi tiste težke knjige pisati, ki jih noben ne razume, niti ne bere, daj se posveti umetnosti, glej, kak talent imaš, ne. Jaz sem rekel, Poza, jaz nisem frustriran toliko, da bi bil umetnik, ne, kot 20 let nazaj sem že vedel, ne. Tako da tam pa tam še kaj narišem, mogoče največ po obljubah, ko rečem, če boste pa vi to pa to, bom pa jaz vas narisal, ali pa, ne vem, če me nekdo zelo prosi, mu narišem, pa za kak rojstni dan ali pa kaj. Sam zdaj imam toliko drugega dela, ne, pa tele oči me malo že matrajo, ker jaz vsako obrvo narišem, trepalnico, ker sem iz analne faze ven zelo pedantni, ne. In te portreti meni ležijo, kakih kozolcev se meni ne da risati, ne. Spomnim se, da smo na enem extemporu, ne vem, ki je tam dol pri Sevnici, vsi risali tam Studenec, je bila neka vas, Podrtije, kozolci, grad sevniški, ne. Sem jaz ga tudi narisal, ampak jaz sem šel pa tam v en dom onemogli, kjer so tudi bili šizofreniki. In sem tiste zaprepaščene face risal, ker sem želel patologijo obraza zapopasti v umetnosti, moje umetnosti, ne. Ampak sicer se jaz ne ukvarjam z umetnostjo, jo pa, kako naj rečem, dobro kužim, no. V teh revirskih likovnikih je bil tudi nekdo, ki je par mesecev nazaj umrl. Stanko Leskovšek, Zagorjan, oziroma VTC-ju, ko je tam nek varstvo delovni center, malo invalidni je bil, imel je psihozo, ne, se pravi, akutno, pač ne akutno, ampak tudi v akutnih stanjih psihoze, šizofrenije je on risal, ustvarjal predvsem akvarele, vse imel nekako po stran obrnjen, ne, tako da skrb skoliozo dubok s to gledal, ne. Zdaj pa spoštovani, to pa je umetnost, ne, ker jaz sem pa prebral tam, pač s vsem tistim znanjem, že 20 let nazaj, da ima nekaj sebe utkanega v to njegovo umetnost. Ampak on je tam na risalne liste, tiste akvarele risal, si kar vzel cajt, ne, ni bilo to toliko abstraktno, ampak bila je tam neka frustracija not evidentna, ne. Mene so sicer kovali v zvezde, njega pa ne, ker je bil, rekel, šizofrenik, ne, invalid. Jaz sem pa ravno njega najbolj gledal, motril, ker smo imeli skupinske razstave, je on svoje tiste prinesel, wow, ne, in ker sem vedel za njegovo patologijo, sem lažje vse skupaj spremljal. Potem sem začel, 20 let nazaj še nisem terapiral, imel sem veliko znanja, bil sem bolj teoretski psihoanalitik, tam sem komu malo zasolil pamet, mu kaj povedal, potem sem se pa začel okrog 2005, 2007 intenzivno ukvarjati s svetovanjem. Tudi psihoterapijami, ker so nekateri rekli, jaz bi pa vsak teden prišel ali pa prišla k vam. In so hodili nekateri tudi po 2 let, vsak teden se pogovarjati. Se veste, to je pa terapija, ampak jaz nisem licenciran psihoterapeut. Pa so rekli, nič hudega, vi imate tako znanje, ki ga psihiatri nimajo. Sem velikokrat bil deležen te replike in sem rekel, ja, to sicer vem, jaz na tablete se ne spoznam, torej, v groben se spoznam, ampak jaz vem, da je treba misel predrugačiti, ne s tableti šariti po sinapsah v možganih, ne. In mojster besede, pogovora, zdravil je z besedo, je bil Freud. Freuda sem študiral pač od srednje šole naprej, no in pol enkrat pride k meni nekdo, malo so ga pripeljali k meni, z neko diagnozo, s tableti, antipsihotiki, psihiatri so mu dali diagnozo šizotipska motnja. Imel je bizarna verjetja, verski fanatik, preskakoval iz ene, druge, tretje, četrte, neke verske sekte, ni znal živeti brez Boga. In jaz sem ocenil, da je on šizotipsko to motnjo, kot so rekli psihiatri, upeljal
v svoj način življenja zato, ker nima moralnih norm pa kompasa ponotranjenega, ker ta njegov oče ni bil prisoten in je bil sin popolnoma zbegan, tako rekoč nek privesek ostalih bratov pa sosedovih dečkov, pa so ga kot takega kužka vlačili za sabo. In on sploh nima neke družinske vzgoje in ko je padel v odraslost, se ni znajdel v življenju, dokler ni najdel Biblije, vseh teh verskih zapisov in potem se drži teh verskih norm in se nekako znajde v življenju. Ampak je pa krasen umetnik. On je tudi študiral umetnost, ni jo dokončal, bil je talentiran glasbenik, študiral je pa likovno umetnost. Na tej točki sva se fino zaštekala in pol enkrat pride, enkrat je prišel s kitaro, drugič je prišel z nekimi skulpturami, potem je pa enkrat prišel z risbicami, svojo umetnostjo. Ko sem jaz to videl, si rekel, wow, zdaj pa z te njegove umetnosti, in jaz sem želel to videti, sem rekel, bom pa jaz lažje zapopadil segment njegove duševnosti, ki ga sicer v pogovoru nisem zaznal. Malo mi je prikrival ena dejstva, sumil sem, da so ta dejstva povezana z njegovo seksualnostjo, pač identiteto moram skriti, pa mogoče bo malo zakodiral, ker etika psihoanalize pravi, pač, da ne smemo o teh pacientih govoriti, ampak vendar zadeva je tako poučna, namreč vsa njegova umetnost je bila v jedrih, v koreninah napajena z njegovih nezavednih procesov. To je bistveno tega predavanja, z njegovih nezavednih frustracij, z njegovih potlačitev, tudi izrivanj. In potem, ko sem jaz videl, kaj dela, motivi, ko sem proučil, ne toliko tehniko, bil je pa kar zelo natančen, tako da neka analnost je bila tam zaznana, to je, bi rekel, stvarjal fotografsko, se pravi do milimetra vse natančno. To je delal po 8 ur, nekaj, kar sem jaz v eni uri, bi rekel, skoraj v istem rangu narisal, je on 8 ur rabo, to je milimeter za milimeter. Slika je bila pa, ne vem, takala. Ne bom povedal točno, kaj je bil motiv, ampak vam povem, da ko sem jaz videl, kaj in kako se loteva umetnosti, sem drezal tja, ker sem vedel, da ima pa še eno jedro neodkrito svoje frustracije. In potem se je razgalil in meni je vse skrb pasalo. Vse sem razumel. Ampak nisem mu dalo pomagati, ker je imel celo otroštvo kontaminirano z eno samo napačnostjo. 5 hard diskov je imel napačno sformatiranih z virusom, s trojanskim konjem v BIOSu. Ni imel ene diskete napačnih podatkov, tam je bila, kaj vem, ena frustracija, enkratni dogodek, on je imel celo otroštvo napačno. Ko je pa študiral likovno umetnost, je pa šel na vse te ekskurzije, ena od ekskurzij, mislim, da je bila pa v Italiji, če ne celo v Benetkah, namreč jaz sem šel v Benetke Salvadorja Dalija gledati. To je en redkih umetnikov, ki meni sede. S Freudom se je pogovarjal in rekel, Dali, Freudu, to, kar vi pišete v sanjah, jaz ustvarjam na slikarskem platnu. V Benetkah sem 103 ure sem bil noter inštaliran v tistem muzeju. Ta moj pacient je pa bil kot študent tudi nekje tam v enih italijanskih galerijah in rekel, ko sem jaz videl Prometeja, to je starogrški junak, ki je ljudem izdal neke skrivnosti, mislim, da ogenj, pa kupico nekega znanja, ki je bilo v domeni Boga, so bila ta znanja, on je predal to človeštvu, z nekimi dobrimi nameni, Zeus ali bogovi ali ne vem kdo, ga je pa kaznoval, prikoval na eno goro in potem so ga tisti krokarji, ptiči leta in leta kljuvali. Vsak dan so mu skljuvali jetra in vsak dan so mu ta jetra na novo zrastla, vsako noč. Tako da trpel je, ko Kristus na križu pa biti. In ta moj pacient, lahko rečem, je to gledal in so se mu vlile solze. To je bil nepremično in rekel, jaz ne vem, sem gledal to pol ure, to sem se tresel. Doživljal sem tiste mravljince, veste, tiste vzhičenost, solze, blaženost, grozo, vse skupaj, neko čustvo, kar pomeni, da njegovo nezavedno zapopadlo to umetnost. To je tudi bistvo, poanta
mojega predavanja. Študenti, kolegi so pa rekli, ne, mogoče so bolje ustvarjali tako, pa imeli nek talent za umetnost večji, ali pa tudi ne. Ampak zavidali so mi pa kuženje umetnosti. Ne. So rekli, meni so vsi zavidali, kako jaz berem umetnost, kako prepoznavam umetnost, kako me umetnost zadane. Ne. Če pride nek seljak to pogledati, bo rekel, dobro je. Ne. In to je pa tudi to. No. Ta dotični je imel pa toliko kompatibilne frustracije v stand-byju, ko je bil deležen Prometeja, ampak no, ne nobenega modernega Prometeja, ampak nekega srednjeveškega, se pravi realista, fotografska likovna umetnost je bila to, realizem, ne nekaj modernega. Ne. On je to zapopadil, ker je zapopadlo to videno umetnost, konzumirano umetnost, posrkano umetnost, použito umetnost, njegovo nezavedno. Konkretneje, njegovi simbolni procesi. Zdaj, tole predavanje je malce filozofsko. Ne? Jaz se opravičujem, ker je tole malo težko razumeti, kar jaz govorim. Ne? Težko v smislu, če bi bilo lažje, bi jaz bolj na enostaven način to govoril, ampak se ne da. Ne da se. Jaz imam ambicijo vas nekaj naučiti skozi psihoanalizo o umetnosti, ampak zadeva je zelo zapletena. Jaz sem se par ur pripravljal, napisal, sprintal, vadil, nekaj sem celo na YouTube že dal, da ne bo šlo čisto v pozabo, kako sem pač poskušal skristalizirati tisto, kar vam nameravam danes povedati. Sicer prosto govorim, ampak tukaj malo bom pa probal prebrati, no, da ne bom čist mimo sekal, pa da bom rdečo nit bolj zadržal, pa več naučil. Ne. Zato ste lahko pazljivi v tem, kar vam bom povedal. Namreč, moja teza je, da ni vse umetnost, kar se razglaša za umetnost. Ker ni vse zlato, kar se sveti. Ne. In umetnost ima po moji percepciji skozi Freuda, tele spise o umetnosti, neke zakonitosti ima ta umetnost. Ali pa bom rekel, zdaj, ker je umetnost toliko izmaličena, bom raje rekel tradicionalna umetnost. Začela se je vse skupaj mogoče ali z bitjem srca, pa nekimi ritmi, imamo prav spomin na bitje srca in smo nagnjeni k plesu, k glasbi, k ritmom. Ampak tudi neko videno sliko, ker je toliko lepega, nek insert življenja že neandertalca prevzelo, je hotel tisti spomin ovekovečiti in je začel risati po skalah. Prva umetnost so bile tam neki krasparije ali pa celo s krvjo mogoče narisano nekaj. Kar ni imelo status umetnosti, po moji percepciji, ampak je želel človek ovekovečiti lepe spomine. In tako je nastala umetnost. Če bi imeli fotografski aparat, ali pa če bi mati narava, ne vem kako, vtisnila neke spomine nekam, prav človeku ne bi bilo treba risati tisto, kar je pozabljal. In ni želel pozabiti, ker je bilo tako prijetno. Prijetno. Načelo ugode, to se zapomnite. Umetnost je prvotno nekaj prijetnega. Freud je to govoril. Današnja umetnost pa ni nekaj prijetnega, ampak zna biti nekaj zelo zoprnega. Averzija, zoprnost, čudenje. To nekoč ni bila umetnost. Tisto, kar je neljubo, človek potlači. Tisto, kar je ljubo, bi pa rad ohranil. In umetnost se kompatibilizira z načelom ugodja. Potlačitve pa doletijo neprivlačne ali pa traumatične stvari. Zato bi ta umetnost, ki daje neke averzije, neko čudenje noter, po enih definicijah sprva štrlela iz umetnosti. Ne bi bila umetnost po Freudu. Ampak zdaj je vse umetnost, tudi kič, moderna, abstraktna, vse je umetnost. Zdaj bom pa takole rekel, umetniki navadno ne vedo, da predstavlja jedro njihovega umetniškega ustvarjanja njihovo nezavedno.
umetnik, če ga povprašate o njegovi umetnosti, bo nekaj sicer izrekel, ampak pojma nima, pojma nima. Pojma nima o resnici svoje umetnosti. Resnico o njegovi umetnosti ne znajo povedati neki poprečni kritiki umetnosti, umetnosti kritiki, kako jih naj rečem, ampak psihoanalitiki, Freud, ali pa ni Freuda, pač je zdaj tole, poskušam nekako razložiti. Se pravi, jedro umetnosti so v osnovi infantilne potlačitve, ki so se zgodile v otroštvu, torej frustracije, ki so nezavedne. Iz nezavednega gre pa potem nekaj na platno, v kamen, kip, v glasbo. Se pravi, to manifestno ali pa manifestirano umetnost, se pravi videno, slišano, občuteno, je mogoče teoretsko enačiti z določenimi simbolnimi procesi, ki se po definiciji dogajajo v našem nezavednem. Se pravi, naše nezavedno ima en močen atribut, to so pa simbolni procesi, ki so prepoznani, Freud jih je najprej prepoznal v sanjah. Kraljevska pot do nezavednega so sanje. To je rekel Freud, pa je pa še dodal, ko je analiziral pa umetnost, je rekel, če bi se pa namesto sanj najprej lotil umetnosti, bi bila pa kraljevska pot do nezavednega umetnost, analiza umetnosti. No, jaz sem pa rekel, če bi se pa lotil športa, bi bila pa kraljevska pot do nezavednega analiza športa. Zato sem jaz pred 20 leti pisal knjigo, oziroma ta na Grmadi zažgan doktorat, Šport skozi psihoanalizo. Kraljevska pot do nezavednega je analiza športa, športnih panog, športne igre. Zdaj, človek potlači neljube dogodke in te dogodke ga zaznamujejo do 6. 8. leta. To otrok potlači in nima pogleda v nezavedno. Razno v psihoterapiji ima pa psihoterapeut ambicijo, da pogleda v nezavedno, če je psihoanalitični psihoterapeut. V nezavedno in potem ozavesti zato, da simptom izgine, da je lažje živeti. Potlačitve ima samo otrok. Izrivanja, ki so pa tudi lahko jedro umetniškega ustvarjanja, ima pa samo odrasel človek. Izrivanja. Se pravi, potlačitve in izrivanja diktirajo umetnost. In oboje, potlačitve in izrivanja, zapadajo oziroma so vdani logiki nezavednega. Nezavedno ima pa svoja logika in ta logika ima simbolno obeležje. Mislim, če je zdaj to višja kvantna psihoanaliza, ne morem pomagati, ne morem drugače povedati. Ali pa bom rekel takole, da boste razumeli. Sanje imajo manifestno formo, tisto, kar vidimo, da bi razumeli, kaj sanjamo, moramo pa sanje prevesti, ker imajo simbolno strukturo sanje. Na identičen način moramo prevediti, to pa lahko naredi psihoanalitik, ki pozna umetnika. Prevediti, kaj sporoča na simbolni ravni, latentni ravni, ta njegova inštalacija na oder, v glasbo, v umetnost, na slikarsko platno. Potem, ko ima pa neko umetniško delo ambicijo, da postane pa deklarirana umetnost, se mora pa zgoditi zadostno število konzumentov, tistih, ki absorbirajo, použijejo to umetnost, konzumentov, ki to ponujeno posrkajo vase, ampak ne na zavestni ravni, tam se ni mogoče kaj dozdela, ampak gre za to, da nezavedno, ki ima to simbolno strukturo, ki čaka, da absorbira videno umetnost, konzumirano umetnost, to nezavedno mora biti kompatibilno z nezavednim oziroma njegovimi simbolnimi procesi dotičnega umetnika. Tam se mora zgoditi kompatibilnost, če hočemo mi zapopaditi nekaj, kar je umetnost. Kompatibilnost dveh nezavednih procesov oziroma dveh simbolnih procesov, umetnikovega in konzumentovega. Zdaj ta umetnik in konzument imata lahko identične frustracije.
recimo, da sta bila oba spolno zlorabljena. Ne? In ta konzument nezavedno prepozna spolno zlorabo in doživi neko čustvo in zapopade to umetnost. Mislim, zdaj, koliko je tukaj ugodja ali pa neugodja, govorim, da se morata dva nezavedna simbolna poštekati. Da lahko, govorimo o umetnosti in da mora biti kritično število ljudi to imeti. No, ne samo eden, ampak množica ljudi mora identično, simbolno skontati to umetnost. Če je umetnost podobna, torej, če se dva pokonektata, ker imata podobne frustracije, je pa lahko nekdo tretji, ki sploh nima take frustracije. Ta nekdo tretji s svojimi simbolnimi procesi, s svojim nezavednim, s svojimi frustracijami ponujeno umetnost identično posrka vase, ampak na čisto drug način. In ta drugi, ali pa tretji, četrti, nič ne ve o tem. Njemu je samo, simbolno spregovorilo, spustilo v občutenje, v zavest neka čustva in reče, wow, kakšna umetnost. Zato, ker je bilo na delu nezavedno, ki ima ta atribut simbolnega. Primarna stvar v človekovi duševnosti je nezavedno, je rekel Freud. Lacan je pa rekel, realno je nezavedno. Ta novi art, nova umetnost, pa tega konektanja dveh nezavednih, dveh simbolnih, te kompatibilizacije, novi art nima. Tam se pa dogodijo ene čudne stvari. Novi art je kvečemu statusni simbol, elita, višji sloj, aristokracija, tam neke averzije, neko čudo od čuda, neko sodobno moderno umetnost, abstrakcijo, gleda in zato, da odskoči od raje, reče, to je pa umetnost. In si tako zracionalizirajo nekaj modernega, torej se interpelirajo v to umetnost in rečejo, to je umetnost. Kmetje to gledajo kot deveto čudo in se sprijaznijo, jaz pa nič ne vidim, jaz sem seljak, vi elita pa to vidite. In ta elita odskoči od raje, od laikov, od seljačin, na način, da nekaj na silo prepozna kot umetnost. Visoko umetnost, moderno umetnost. Tako se je dogajalo v športu, kjer so, torej elita, oni ki imajo denar, šli tam, ki je raja prišla, so šli tam, ki treba plačati, v tenis. So prišli kmetje v tenis, so šli v golf, v polo, tam, ki je treba plačati. Zato, da so se ločili, mi smo nekaj več, smo tam in pa uživajo v golfu, tam v Bronxu črnci nažigavajo pa tiste koš. To elita, neka koša kot danes, se ne bo šla, čeprav to je bila nekoč študentska igra. Ampak govorimo, v športu se je elita skozi statusni simbol ven metala, tako da so šli v getoizirano elitno športno panogo. In identično, ta elita gre tam, kjer ni kmetov. Moderna umetnost, tam kot tiste neke afnarije gledate, ne veste, kaj gledate, sem tam kmetov ni. Ali pa če pride, pa gleda kot tele nove vrate. Zdaj vam jaz malo na seljački način to govorim. Se pravi, na zavestni ravni, oni lahko tu elita govori vse živo, si zracionalizira in celo verjame, da je to nekaj haj. In pa to gledajo to kubizem. To gleda Picasso, gre za met tej eliti. Pa Miro, to sta začetnika, kubizem pa Miro. Picasso, recimo, je bil sin likovnika, učitelja. Začel risati ne vem kdaj že, pri 7 letih. Prvi atelje je imel pri 15 letih, ampak ni imel pa ne vem kakšnega talenta za risati. In se je naveličal, pa začel, rekel, tiste kubizem delati, to dvakrat pogledaš, se 10krat čudiš, kaj to vidiš. Karkoli pri Picasso.
In folk je to zapopadil, ker je imel pa status, že oče je bil, zdaj pa sin, pa talent ima, ne. Riše pa nekaj, ker noben nič ne razume, ker se čudijo, ko to gledajo. Njihovo nezavedno ne prepozna te umetnosti. Simbolno reče subjektu, jazu, koga pa serješ, ko nam pa serviraš, tu ko mi serviraš. Jaz to sploh simbolno ne prepoznam, jaz sem zbegan s četrto, ne. Čurimuri iz Afrike, bulim v kubizem, ne, ga sploh ne štekam. Reče simbolno, ampak spusti pa informacijo o zbeganosti v zavest. Zavest pa reče, ne, je pa neko čustvo noter. In neko čustvo je pa značilno za umetnost. In elita reče, to je umetnost. Tam kmetje reče, to ni nič. Ne? Ali pa tale Miro. Foter je bil zlatar, denarja kot reka, obseden z denarjem, z zlatom. Ne? Ti, sine, boš pa računovodja, boš pa štel denar. In ga pošle v te ekonomske šole. In tam malo, ko začne to delati, tam pri fotru, se me zmešali. Živčni zlom, foter je obupil nad njim, on je šel pa začeti risati. In se mu ljubil delati, šel risati v slikarsko šolo. In tam slikarstvo je bilo tam tudi že malo elitno, ni mogel vsak kmetje so delali, ne. Oni razvajenci so šli pa to malo umetnostce, pa bila je zelo cenjena, Rembrandt, Da Vinci, pa tako naprej, freske Da Vincija tam v Milanu, ne. Zdaj te so Španci, Miro pa Picasso, ne, tam v Španiji so se, pa Francija, pa tako naprej, ne. Ampak Miro ni imel talenta za risati, ni ga imel. Tisti portreti njegovi, ne, mislim to, mrskje 10krat boš narišel en portret. Ta Miro je šel potem pa tam neke abstrakcije delati. Ne, barno, baje, moja tašča sem vprašal danes, ne, sem šel po tisto sliko, visoka umetnost, sliko, zakaj pa vi tole, ta Miro, tu je vse skup nič. Je rekla, barve so pa ta prave, ne, tu si tako fino zracionalizirala barve, ne. Če greste gledati Miroja, to spet se čudite, da dol padete. Mislim, se konzumiraš, toliko se čudiš, ne toliko imaš zbegano nezavedno, pa simbolno, ker simbolno ne more simbolizirati videnega, mogoče barve, da moraš biti elita, da rečeš, to je pa visoka umetnost. Ker če si kmet, rečeš, to je za tepih, bom imel to, ne. Ne vam to dal, to na steno, to mi je dal na steno raje, kako tiho žitje. Bo tam naš ima talent za risati, bo dal gor, rožice, ne. Ampak ta elita je in Picassa, kubizem, in Miroja ustoličila kot visoka, abstraktna, moderna umetnost. Ne? Subjekt, za katerega se predpostavlja, da kaj ve, je umetnik. Ne? Ta status moš imeti. Subjekt, za katerega se predpostavlja, da je umetnik, je to narisal, je to ustvaril. To je umetnost. In pol obrambni mehanizmi lahko vse život izracionalizirajo. Rečejo, če čem jaz biti car, se mi mora to dopaditi. In gledaš menta, mogoče se ti nezavedno, če celo začne obnašati v smer ugodja, pa rečeš, super, ne, toliko se čudiš, da tisto čudenje, ki niti ni averzija, neka zoprnost, ampak čudenje, zgolj čudenje, nesimbolizirano vsebino, jo nimaš kam dati, se čudiš, se potem razglasi kot umetnost. In funkcionira kot umetnost. Če je vsa buržoazija tam reče, Picasso je pa 200 milijonov vreden, pa nekdo še 200 milijonov da, pa podpis od Picassa, ker brez podpisa ni nič. Moš podpisati po delo. Ne? In potem imamo to novo umetnost. Ne? In potem pa pride Picasso v Rusijo, v času Stalina, zdaj je še bil Stalin, umiral tam okrog leta 1950, ne. In so mu rekli, daj nariš Stalina, portret Stalina. In Picasso ga je narisal. Zdaj pejte na Google pa pogledajte, kaj je narisal. Tu dol padeš, ne. Vse ga je zadev malo, ne. Malo ga je zadev. Ampak Rusi so bili tako užaljeni, so rekli, da to je pa dekadenca, ne. Kar odstop od vse normalnosti, ne. To ni portret. Rusi ima svoje umetnike, ki so fotografsko risali, svoje Rembrandte. Ne? To so risali po par let, Leonardo da Vinci, Mona Lisa, to so leta in leta risali. 3 leta je risal tista zadnja večerja. Ne? Zdaj te umetniki, današnji,
to ne vloži trohice napora v svojo umetnost. On sam malo razmišlja in imperativ sodobnih, modernih umetnikov je, kako čim bolj zmest konzumenta. Da on pride tja in vidi šok. Ne? Vidi šok. In pol si zmagal kot moderni umetnik, si zmagal, če je on šokiran. Se pravi, njegovo nezavedno simbolni procesi so popolnoma zmedeni. Ne? In moderna umetnost si potem babe jih naflancajo, zagipsajo vagino, tu odlitek na steno. 10 vagin v gipsu litih, v okvir, to je umetnost. To je averzija. To je averzija. To ni umetnost, ker vagina sama po sebi je grozljiva. Tako za moškega. Ni lepa, mehaniš, rekel Freud. Pač ima neko logiko to, ne moramo o tem govoriti zdaj, ampak zdaj, da je to umetnost. Pa čakaj, čutiš nelagodje. Zakaj je bila to umetnost? Kako bi bila, če ti zmedeš? A zato, ker se čudiš. A če čudenje zdaj umetnost, potem je pa tudi kič umetnost. Potem je šunt literatura umetnost. Šunt glasba. Kuča, posel, kuča, umetnost. 10 milijonov ima teh obiskov. Mas not padel, ker se malo tudi jezni. Ker tisti, ki se pa matrajo te umetnosti, delajo ure in ure, ali pa dneve, tedne. Pa pride en Arjan Pregl, naredi tam Šreka, to ni, da ni, kaj ta se gre, ne. Gledajte, tole, ne, je moja tašča imela na steni 10 let. Že 20 let nazaj, 10 let je imela gor. In Elita, ki je to gledala, ne, so rekli, wow, kje spa to dobila? Rekla, koliko spa dala? 10.000 mark. Smo še marke, ki je naflancala. Kdo je pa to narisal, ni podpisal. Ja, še nič dal pisati, mislim pisati. Moj sin Tim, pa 2 letih pa pol, je tole packarijo narisal. Packarijo. 2 let pa pol, so rekel, Tim, dej, kule, ima, ti oči riše, dej še ti. Smo dal platno, pa je tole narisal. Vsi so bili zadeti, malo črne barve, ki so bile, ker je vse zmešal, in ni neke vedrine tam noter, ker naše nezavedno, ne samo da je zbegano, malo more začuti, in bila nelagodna tale moderna, abstraktna umetnost. Ampak moj sin pri 2 letih pa pol je to naredil. In moderni umetniki se takole afnajo z umetnosti. Tradicionalna umetnost je popušila, ker danes je kič umetnost, vse umetnost. Seveda je vse umetnost, ker če se mi zdaj dotaknemo matrike, filma, ste imeli tam 2 tabletke. Rdeča, ki vas osvobodi iluzije, modra si pa še kar v virtualni realnosti sanjaš in nimaš pojma v ničemer. Če pa rdečo požreš, pa ven, daš ti ven z glave in prideš v realno realnost. V tisto podzemlje, tisto mesto zajen, in to je pa realno, če rdečo tabletko požreš. Ampak psihoanalitično, skozi umetnost povedano, bi bilo pa treba peljati še rumeno tabletko, neko drugo barvno tabletko. Ker ta tabletka ti pa pove, kako si ti zaslepljen z manifestnim, bodi si v virtualni realnosti ali pa tisti realni realnosti, rdeče tabletke. Se pravi, ti poješ rumeno tabletko. In rumena tabletka ti daje uvid, kaj je bistvo človekova življenja. Se pravi, vsakdanjo realnost moramo mi dešifrirati, tako kot sanje. Zato gol ni gol. Zato je gol, doseganje gola, ima v zadje libidinalni naboj, ker je nadgadat. Normalne ženske gledajo fuzbal in njihovo simbolno ne prepozna simbolne strukture nogometne igre, žogarskih športov, fuzbala. One tam gledajo in ne vejo, zakaj se gre. Pojma nimajo. Ženske, normalne, razne lezbike. Te bi pa tudi rade brcale, v objemu zavidanje penisa, pa če bi tudi nadgadale, gol, žoga v gol. Ampak ženske s svojimi simbolni procesi ne zapopadejo fuzbala, zato se jim zdi smešen. In tudi fuzbal, šport, slalom, ovinkarjenje med problemi.
Smuk, eno samo nebrzdano uživanje. Odbojka, prelaganje problema na drugega. Marsikaj v športu ima transparentno simbolno strukturo, ki jo mora naše nezavedno, če želi uživati, razumeti to igro, da je to gledljivo, simbolno mora to prepoznati. In v umetnosti je isto. Če vi hočete razumeti umetnost, mora ponujeno strani umetnika skonzumirati, v bistvu pa simbolni procesi nezavedni mora to skonzumirati in skopčati. Simbola mora biti kompatibilno z umetnikom. Sam ta umetnik resnico v svoji umetnosti ne ve, nima pojma. Interpretirati seveda zna, to je široko usti se, to govori ko raztrgan doktor o svoji umetnosti. Ampak resnico pa on falijo po definiciji. Ima pa suvereno iluzijo, da ve, kaj se gre v tej umetnosti. Larifari, kaj se gre v en umetniku umetnosti, mora priditi na kavč, psihoanalitiko, on prebrska nezavedne procese, frustracije in potem z neko gotovostjo reče, aha, tvoja umetnost se pa napaja iz teh frustracij, ali pa iz teh izrivanj. Sem vam prej o tem pacientu povedal, ko sem ga jaz imel. Se pravi, subjekt po definiciji, po Freudu, je slep za resnico o sebi in za resnico o svoji umetnosti. Umetnik je slepec, dvakratni slepec. Njegova zavest ne ve, kaj njegova nezavedno o resnici misli. In nezavedno je ključno. Subjekt je slep, sužen svojega nezavednega. To je definicija, psihoanalitična definicija človeka kot individua. Ni individuum, ni človek, ampak je subjekt, dvakratni slepec. Druga slepost je pa pač ta, da je resnica v vsakdanje realnosti v resnici pa simbolno strukturirana. Resnica je simbolna. Realno je nezavedno in je simbolno. Je primarni proces, je nezavedni. Podobno kot sanje, sem rekel. Vse je treba dešifrirati. Samo te kritiki umetnosti, te dešifracije ne znajo opraviti, ker nimajo pojma o psihoanalizi, ker ne vejo, kaj so ključne potlačitve, kakšno vlogo ima seksualnost, kjer so libidinalni, se pravi, simbolni zastopniki nagona, falus, praznost, vagina, koitus. Vse te stvari so ključe za to, da mi v oidipalni trikotnik, kastracija, mi moramo te koncepte imeti zato, da prepoznavamo, kje se to nahaja v umetnosti. Da lahko v umetnosti sploh kaj pametnega rečemo. Če ne pa bluzimo, aristokracija, nosilci denarja ploskajo, moderne galerije so polne, umetniki blestijo od sreče, nozijo ponovati državo, tam pa tam kdo kaj kupi, v resnici pa vsi zbegani. Njihovo nezavedno ne prepozna. Vsi pa racionalizirajo, racionalizacija pa deluje in rečejo, lažejo in sam se verjamem, to je pa višek umetnosti. Si ploskajo, si vse objemajo, mi smo, kje bojo te seljaki kaj vedeli o tem. Tako gre to. Se pravi, neka umetniška oprizoritev, inštalacija, neko umetniško delo zadobi status umetnosti šele, ko ena kritična masa konzumentov reče, to je pa umetnost. Zdaj, ali se zlažejo, ali sam se plažejo, ali se res kompatibilizirajo, to je druga stvar. Če se res kompatibilizirajo z nezavednim umetnika, pride do čustva, do čustvenih procesov. To je znamenje umetnosti. Načeloma nekoč so bila to samo pozitivna čustva, načelo ugodja, neugodje človek tlači, sploh ni neugodja bilo v umetnosti, bilo je poučno, recimo v tragedijah, ki so žalostne, potem so bile komedije, so nasmejale, tam so še drugi procesi, ki jih ne moramo vse jaz tega tukaj razložiti, ker že tako dolgo govorim. Kaj ne rečem? Mogoče to, da za časa življenja mnogi umetniki niso bili to, kar so postali, ko so umrli. In tisti podpis pod neko umetnostjo mnogim umetnostim podeli status umetnosti.
Ena mojstrovina brez podpisa je nič. Ali pa mojstrovina svoj čas, če ni bilo truda vloženega, ni bila umetnost. Potem te zbeganci so to proučevali, kako to deluje mimo psihoanalize. Ne moreš nič mimo psihoanalize. Pa so pa rep pod osla dali not v barvo in so osla špiklike v ritem pa z repom tam po slikarskem platnu. In je stala visoka umetnost. So vsi se divili. Pa jim rekel, je osel to naredil. To so bili pa. Pa jim rekel, ampak tudi če je osel to naredil, je meni to lepo. Lepo je pa v tistem trenutku, če je lepo, ko mu simbolne strukture zapopadejo videno. Ali pa če se na primeren način nezavedno zgane, pa reče simbolno, wow, sem začuden, ker ne more nič narediti. Podobno kot v džezu. Džez tudi nima nekih melodij in nezavedno je prav zbegano. In tukaj je zbegano, da je kar luštni džez poslušati. Sam tam pa ne moreš ti fušati v glasbi. Zdaj se jaz bolj na likovno umetnost osredotočam, lahko bi šel v glasbo, razložil evergreene. Evergreen je povezan z materinim glasom. Prvič slišana mamica, celo otroštvo ima tiste fraze, ljubček moj, koliko spa ti pridn, pa luška, 100krat na dan mu to reče. Paradigma materinega glasu je ključna za to, da ena stvar dobi v glasbi status evergreena. Ali pa Maurice Ravel, Bolero. Mislim, tam so neka ponavljanja. In to, gledajte, če meni verjamete, ne Pirtoška poslušati, kako je imel Maurice Ravel defekt v glavi, ki je nekaj ponavljal. Ampak gre za paradigmo ponavljanja nečesa, kar je otrok doživljal z mamo. Vedno znova je mama prišla, vedno znova je dobil dobro Joško, vedno znova se je nasmejal, ki je prišla. In to ponavljanje kot paradigma je zaznano v Boleru. 15 minut, 35krat je tisto ponavljanje. In ti paše, ko to poslušaš. Ker je tvoje nezavedno paradigmo ponavljanje iz otroštva zapopadlo. Zato je to umetnost. Ampak ta umetnost dobi dejansko v teh časih legitimiteto, če elita reče, to je pa umetnost. Pa če se to mastno plača. Potem pa zadobi, kako si pa ti to plačal? Kako pa vidiš? Meni je cas, pa da 10 000 evrov za eno packarijo. Je da na steno in potem pride en se kurčit pa reče, jaz bi pa to odkupil, koliko daš? 100 000 evrov ti dam. In potem dobi ena packarija ali pa neka moderna umetnost od Andyja Warhola, neke, kaj že ne une, Kennedyja, ali pa Mao Tse-tunga, ali pa Johna Lennona. Mislim, Andy Warhol, New York, to je imel razstave, to so vsi katero sreše, pa so Marilyn Monroe gledali, 10 odtenkov ali unih 2. Mislim, jaz gledam, jaz sem pa samo zavest, pa rečem, ko sem zdaj finga delal, če to ni vse skup nič. Zdaj bi lahko še to govoril, zdaj pa vidim, da že blizu 1 ure govorim. To imam še nek 5 listov takih, da bi povedal, Kaj pa vem? Bom probal zaključiti takole. Današnje nezavedno je bombardirano s stotimi informacijami, kaj vse je umetnost. Prenasičeno. Sodobni umetnik danes med sabo tekmujejo, kdo bo bolj nategnil konzumenta, kjer ga bo bolj izbegal. Zdaj se bo najdel eden, ki se bo usral na tisto slikarsko platno, pobaril s penzlom, pa še smrdelo bo. To bo višek umetnosti. To je konec umetnosti, ne konec zgodovine, konec umetnosti. Danes se trud v umetnosti ne ceni. Sposobnost v umetnosti se ne ceni. Danes je vse umetnost in hkrati nič. Umetnost, ki jo nihče ne povoha. Če bili vsi fair. Pa tisto, kar se ti ne zdi umetnost, stran glej. Naj crkne ta umetnost. Ti pa greš kaj, pa se čudiš. Wow! 2 let pa pol je bil star tale moj tim, ki tole narisal. Vsi so prišli kaj od dnev na moje taške. Wow! Koliko spa dala 10 000 evrov. Ok. Zdaj bom iz tole
malo sem v trans spadal, ne. To je ogromno tega, bi še lahko govoril, no, sam dostno, zdaj, če me boste nagovorili, te, ki ste v Zoom konferenci, ne, boste kaj napisali, zdaj, celega Boga, kaj je meja med umetnostjo in blefom? Pismo, to sem dal nemogoče, Zvonko, nemogoče vprašanje. Ampak skozi predavanje sem jaz rekel, ne, da naše nezavedno, zadostno število konzumentov umetnosti mora nezavedno zapopaditi videno. Mora zapopaditi. Če ne zapopade, če se zgolj čudi, ne, tistemu oslu, ki je vsekal, ki je po slikarskem platnu, potem je to blef. Moral bi biti blef, pa ni, ker elita reče, wow, ne, ker elita je pa natančna zato, ker Seljak reče, jaz ne vem, kaj gledam. Ti si Seljak, mi pa vemo, glumigljivo, ne, blefira. Ok, to sem eno vprašanje, ki sem ga tele prebral. Politika je sigurno meja. Ko bi zdaj to bilo? Politika financira sodobne leve umetnike. Mislim, tam nekje desni umetniki se še nekaj matrejo. Na levi so pa neki lenuhi, se mu ne ljub delati, niti nima potrpljenja, da 5 ur portret rešil. Pa naredi portret, da gledaš, ne veš, a se je tu 3-letni otrok ali 5-letnik delo, ne. Pa še tam prijatelji, vrhunska umetnost. V resnici so pa zbegan tok. In pa da kliče telefon, a bi tu šlo v moderno galerijo, a bi to odkupili rabim, več bom volil. Bomo odkupili 5000 evrov. Ne? Daj, to je ta politika, ne? Dela medvedjo uslugo, ne? In namesto, da bi nagradila nekaj, kar je res umetnost, ker se človek trudi, brcka po svojem nezavednem, neki na zavestni ravni inštalira, ne? Mislim, ok, greš ti na gledališki oder, 12 jih tam nepremično stoji, tvoj dvakrat en za Belska, 3 se okoli in okoli zasuknejo, 12 na odru, pa 3 v dvorani, pa država, daj to financiri. Mislim, jaz se pa matram na tistem odru, afne guncam, da 300 ljudi not pripeljem. In ne moram biti slab. Tek so pa slabi. In reče, to je pa umetnost, hoče po države denar. Ej, delat 5. Kako Amerik? 5 se ti umetnost. Pa te bojo pa vprašali, super, what do you do for living? Redar sem. Ok, bod redar, a tole pa tvoja umetnost. Super si, super. Ampak zjutraj hod na šiht, ali pa po noč, vmes pa ustvari. In dej svojo frustracijo na slikarsko platno. Naredi razstavo, pa dej to odkup. Če ti pa ne odkupiš, pa njih to delati. Mislim, lahko delaš za svojo dušo, ampak ne ga lame okrog sebe delati. Ja, kar nadaljujte, Roman. Ja, se nadaljujem, ja. Jaz bi te še poslušal. Ja, super, ja. Rišite realistične portrete, fotografija umetnosti. Mislim, zdaj, ok, jaz ne deklariram sebe kot umetnika, ker sem premalo frustriran. Neka analnost v mojih portretih se vidi, ne, sem pa natančen, v nulo bom narisal, tista Tjaša je sam sem podobna. Ne. To sem jaz rekel 3-4 ure risal. Saj ni ona pozirala, jaz sem sliko imel in slikate delo. Edina, ki je bila 5 ur primer, je bila moja stara mama. Je bila primer po kip. 3 ure, 5 ur, sem narisal ko zmešan. Je še živela. 20 let je bila stara. Vse dobite na mojih teh risbah na Facebooku. Če ima kdo roko, recimo zdaj, da bi kdo pa diskutiral, lahko tam roko dvigne, ga spremi, če nem pa tukaj bral naprej. A je risanje realističnih portretov fotografije umetnost. A zdaj, če bi to akademski slikar narisal, pa postavil ceno 5000 evrov, pa da mu nekdo to odkupi in to dirigirano, v bistvu kot fora, da vse zmen, da ti tole odkup, se ti dal denar nazaj, tam čuhaj tako delo, ne? Tam patrije pa ti zadeva, ne? Samo odkupaj zmazek za 1 milijon. Ne? Tako so pravi denar, skozi umetnost se tako pere denar. Ti kupijo, država ti kupi umetnino, ki je vredna 100 evrov. Pa ti da pa 5000 evrov, 3000 boš dal nazaj. Pa sponzor boš v v klubu, ti pa zadrž 1000 evrov. Ne? Tako to delajo te umetnosti. To se precenijo, ne? Se pravi, podpis, ne? Če bi tale, moj tim, ki tole narisal,
podpisal ne vem kako pogodbo v fuzbalu, pa bi Euroligo špilil, bi tale, bi rekel, njegov infantilni zmazek bil vreden 5000 evrov. Njegov soigralec bi to kupil. Tako se to gre, to so čist eni drugi mehanizmi v ozadju, o katerih ne morem govoriti, ker so specifični od primera do primera. Pa ogromno nekaj subjektivnosti je noter. Ne moramo se to povedati, ampak tisto, kar sem vam pa hotel skozi psihoanalizo povedati kot dilemo, da je v resnici nezavedno tisto, da je simbolno, da umetnik pojma nima, kaj se gre. Tisti, ki pa motrijo umetnik, pa tudi nimajo pojma. Aristokracija, elita se pa fna, pa reče, wow, kubizem, Picasso, Miro, Andy Warhol, vrhunska umetnost. In pa sam se plaže toliko, da si verjamejo. Samo malo, da še tole vidim, kaj sem te napisal. Roki sni. Propagirati politiko je že to vprašljivo. Umetnost podobno kot reklame, kapital. Zdaj tole, ali so reklame lahko tudi umetnost? Vse je lahko umetnost. Ne, se tudi fuzbal je umetnost, ker ima latentno strukturo. Jaz sem se ukvarjal z analizo reklam. Vsaka reklama ima simbolno strukturo. Na ISH-ju moj kolega Gregor Kita je analiziral reklame psihoanalitično. Vrhunsko vsaka reklama ima simbolno strukturo. Z tega vidika so tudi reklame umetnost. Ne. Zadnja umetnost je bila svoj čas filmska umetnost. Ne. Filmska umetnost. Zdaj je 9 umetnosti. Internetna umetnost, uporabna umetnost, reklame so umetnost. Ker ima latentno strukturo, naše nezavedno. Konzumira čisto nekaj drugega, kar manifestno reklama propagira. Vem, da je tam moj prijatelj Gregor Kita videl ene pse, je analiziral v reklami, Oedipov kompleks je bil tam noter, kastracija. Ogromno psihoanalitičnih konceptov je bilo zaznano v eni minuto dolgem spotu reklami. In z tega vidika z lahkoto mi razglasimo, da je mnoge reklame, ne, res carske reklame imajo latentno strukturo in jih lahko pojmujemo kot umetnost. Pa se zdaj ne vem, koliko imam tega, rolam gor pa dole, to je ogromno, zdaj tega napisanega. Jaz bom, sorry, ker bom falil, to ne moram se zrolati. Ok, če sem jasno povedal, sem sam sebi všeč. Jaz sem ogromno tega še želel povedati, ne? Ampak Leibach, Leibach. Leibach, kako je že, vleče za jajca vesoljno občestvo, je Uro Zupan, moj prijatelj, sošolc do 4. razreda, moj najboljši prijatelj, Andrej Guček, najboljši prijatelj po 4. razredu do, kaj vem, do 30. leta, je pa to v besedu. Torej, uglasbil komad Trbovlje, Hiša. Leibach vleče za jajca vesoljno občestvo. To so take afne gunta okrog leta 80. Jaz se vsega spomnim, Dejan Knez, Uranje. To so tok nategvali, vleče za jajca vesoljno občestvo, delali denar iz cementnega dreka. Folk je pa to kupil, v Severni Koreji so bili. Super, no je Sloveniji še kunst. Če to laufa, če ste toliko zbegali, ne, tudi not niso sprva poznali. Sam v SS-ovce so se napravili. Mislim, zgledali so bili kot neki Hitler-Jungen. Vsi na nemški počesan, ne. To so noreli naši revolucionari, to so se odklamili talonga kneza, Potra, likovnika. To so ga klicali na zagovor, ker je Dejan sin njegov delal, star je bil pa 18 let. Zmedli so popolnoma svojo kao umetnostjo. Ampak zadeva je bila toliko je ljudi načudila, da je zadobila status umetnosti. Ne? Pač glasbene, imeli so pa še nekaj likovnost v zadnji, pa nekaj imidža. Tako da, če je vse umetnost, seveda je tudi Leibach umetnost, ne? Potem so se zverzirali. Ne? Danes so glasbeniki, ki so tudi zraven dobili glasbenike, ne? Ki so vladali noter, njihovi komadi danes, ne? So tudi nekateri, so hiti, ne? Hit pa evergreen ni čisto isto, ampak vedno gre v ozadju za nezavedne procese. Ne? Zdaj na Evrovizijo, Leibach, ne bi šlo, ne?
Ne bi šlo, ker evoluzija je malo kič umetnost že, ne? Ampak tudi je umetnost, ne? Ne obstaja visoka pa nizka umetnost. Obiskovanje muzejev je toliko kultura kot nogometne tekme. Vse je kultura, ampak umetniki si lastijo kulturo. Ne, vi ste umetnost, mi smo šport, vse skupaj je pa kultura. Tako da Laibach, sorry, če je vse umetnost, če je Andy Warhol umetnost, potem je tudi Laibach umetnost, ne? Ampak tudi kuča posel, posel kuča, je tudi umetnost. Ima latentno strukturo, ti sporoča, nekaj ti sporoča, tvoje nezavedno to bere. New message, gremo malo dol pogledati. NSK, ja, sej malo sem že omenil. Čak malo dol, ko še tle vzad piše. Smo se razgreli, ali pa jaz sem se razgrel, ja to ne moram vsega prebrati, se upravičujem. Kaj pomeni v psihoanalizi, če ženska riše slika gola ženska telesa? Moram reči, da jaz v vojsk sem same babe risal. Oziroma še zdaj, to mi je zelo težko od deca risati. Jaz sem risal otroško glavo, svoje otroke, ker otrok je oče odraslega človeka. Vedno me glava zanimala. Zdaj, če simptomatsko gledam za nazaj, vedno sem se na glavo osredotočil. Ženska seksualnost, ženska glava, torej svoje otroke, moja Tino sem jaz najprej risal, ko je bila deklica. Zato, ker sem želel razumeti, kako je psiha deluje v odraslosti, sem njo kot deklico risal, iz takih mehkih slikic. Ne? Pa akte. Ne? Jaz pol leta v Postani nisem babe nage videl, tudi Jošk nisem videl. Seveda sem same akte risal. Ne? To sem pol celi vojsk vse narisal, ne? Pa njihove babe, tako naprej. Ampak če ženska riše svoje telo, ali pa telo ženske ima, to ima pa vsaka ženska, latentno biseksualnost, ne? Jo pa ženske tam, daš 2 viske, zaspi tam 5-6, to se zaližejo takoj. Ženske so med sabo lepe, same sebi, in lepo je tudi njeno telo. To je, ženska je z lahkoto prakticira seks z istim spolom. Pa ni glih lezbika, ne? Ker je biseksualka lezbika po naravi, ker ima tisto Oedipov kompleks pač tak, da ima 3 leta harmonijo z istim spolom, z mamo. V falični fazi gre na bitje s penisom, ki je oče. Prav spomin na lepo mamico, velike joške, lepoto pa ima. In zato, ker želi ženska lepa biti, lahko ona v svoje umetnosti sebe riše, ali pa rekel mamo oziroma svoj objekt želje. Ker latentno biseksualnost ima, tisti moški se nikakor v seksu ne znajdejo, znajde se pa v biseksualnem seksu, se pravi v lezbičnem seksu se pa znajde. To babe med sabo se poližejo, kot dec nikoli ne bo znal, ne, 69. Vse ne veš, kje je blizu, ne, čez dec. Babe pa to znajo in to, ko so malo zadete, ali pa če je foter velik kreten in če je celo otroštvo živela z mamo, harmonija z mamo, potem erotika ali pa fantazije preskoči že fantazija na žensko in potem, če je umetnica, če zna, bo ženske akte risala. Se identificirala z narisanim ali pa svoj latentni objekt želje bo narisala. Tako da ženske tudi lahko rišejo ali pa ustvarjajo, tudi kiparijo obrnjene v istem spolu. Da bi jaz se šel deca tam risati akt moškega, mi ne rata nikoli. Sem pa že imel primere, kjer so moški risali moške, torzo moški, biceps, vse moško telo, mišičasto, pa niso bili geji. Ampak v njihovem nezavednem je bil pa nek deficit v percepciji lastne seksualnosti. Moški, če riše moško telo, Apolona, ima neke falične primanjkljaje v lastni psihi. To bi bil rekel na prvo žogo. Avtoportret, jaz sem ga narisal, ker nisem nobenih, se po špegu gledal, pa sem avtoportret risal, ampak ne bi bil nek narcis. Ženske, recimo, da bi mi pa pozirala gola, mogoče pri 100 letih. Zdaj se mi pa roka tresla. Imam Venero v levo, pa se mi preveč seksualnost prebudila. Tako da kaj, sebe rišemo tudi, da se kažemo moškim malo sublimirno, ne bi šlo. Tudi, ja, če ženska sebe riše, nezavedno lahko sebe riše.
moškemu se pokaže, češ, rada bi bila tvoj objekt želje. Želim si, da si me želiš. Lej, kako sem lepa. Slekla se ne bo, bo pa nago v obliku umetnosti pa res narisala. Ne, moški to vidi, muže stoji, dobra mrha, ona pa vsa vesela. Jaz sem v bistvu, tudi če je nezavedno, lahko to zavestno naredi ali pa nezavedno. Ne, je fajn, če moškega zrajca svojo umetnost, če akt nariše. Tudi če ni sebe, ne, v bistvu nezavedno sebe odka, ali pa lahko zavestno sebe narise. Ampak to je sublimirano, ne, se pravi, rada bi bila tvoja želja in pojem moški veš aplaudira, ki je lepo, ne. Golo telo vidi. Tudi kot pri plesu, ne. Ples je en sam seks, ne, sam dol se ne data, sta oblečena. Takrat se pa ne da tam žgeta v tistem plesu, ne. Ples je sublimiran seksualni akt, erotika, mazenje. Zdaj tu že ura tukaj 10:06. Glejte, jaz sem še čas, če tole laufa, če bo še kdo kaj vprašal. Rok strn gor ni. Ok, zdaj takole bom rekel, malo že dolgo govorim, čist sem gnil, malo si bom talo okno odprl. Skratka, kopico tega še pač nisem povedal, ne, to bi, ne vem, vse živo bi lahko povedal, ampak se mi zdi, da bi bilo pa tole pa res dost. Ne? Kaj sploh ni umetnost? Ja, to ste mi pa tudi dali. Jaz, če bi imel možnost odločanja, bi rekel, tisto, kar ne sinergira z načelom ugodja, naj ne bi bila umetnost. Čeprav tragedije niso ravno ugodje, ne? Ampak saj čudenje ne sme biti. Ne moreš ti se usrati na slikarsko platno pa reči, lej, kaka umetnost. Ker ti nezavedno, ne samo da je zbegano, ampak ti zoprnostjo reagira. Zoprnostjo, ne. In zdaj bi jaz rekel, če so neandertalci, so se prvi začeli ukvarjati z umetnostjo, pa prav človek, če so stvari, ki so bile neprijetne, oni tlačili, da jih ne bilo več. Kovari so pa v zvezde lepe stvari in iz želje podoživeti lepe stvari, so oni lepe stvari risali in tisto je bila umetnost. Potem se je pa naredil obrat, je pa še tisto, tudi tisto, kar je nelepo, pa vendarle kompatibilno z našim nezavednom. Naše nezavedno, naše simbolno to prepoznava, ampak je ogromno neugodja tukaj. In je tudi to umetnost, ja, pa je vse umetnost. Ne, ne moramo reči tisto, kar je neprijetno, ni umetnost. Ker moderni umetniki te zjebe točno tako, da ti poda kot umetnost nekaj, kar tebe jebe, noto psiho, ne, te zadane v čustva. In tukaj si ti čustveno involviran v nekaj, kar se deklarira kot umetnost, ne moreš reči, da ni umetnost. Ne? Ampak če bi imel jaz možnost, bi rekel, naj bo umetnost, vsaj v glasbi recimo je to, tam ne moreš fušati, pa reči, to je umetnost. Ne? Naj bo umetnost tisto, kar je prijetno za videti. Ne? Tisto, kar pa ni prijetno, morajo pa konzumenti figo narediti, ne? Ker umetniki se trudijo, da te jebe od konzumenta. Konzument pa ti stran poglej in ne to kupovati. In tudi ne odkupovati, ne donirati, ne biti sponzor. Država naj ne kupi nekaj, kar nima približno neke latentne strukture, ki je povezana z ugodjem. Ampak samo s čudenjem, samo zbegate. Država pa to politično to kupi. Levi režim to dela. Potem, recimo, poznate recept za snemanje dobrega filma, reklamo. Jaz sem hotel to snemati. Zdaj, jaz ogromno fint poznam, ne, to je res. Mislim, jaz bi lahko v kampanjah ljudem prav možgane, pa se mi zdi fair. Jaz vem, kako se dotakniti nezavednega, vem. Tiste svoje predstave, če ne bi imel to psihoanalitičnega znanja, to bi imel 5 predstav ali pa 10, pa 100 gledalcev ne bi imel. Tako imam pa 200 predstav, pa 320 gledalcev na eni zadnjih predstav v Murski Soboti. Zato, ker vem, kje moram pritisniti, ne.
pa jaz to sploh, moja predstava, ne deklariram kot umetnost, jaz tam gor predavam po ovinkih, ampak je izredno všečno, no, mislim, pa to naj drugi rečejo. Je pa na meji, ker Nadja, ker govorimo o seksu, to non stop tam, zelo, zelo poučno. Firkšni so vsi. Nadja pa reče, wow, to je pa too much. In nekaterim je moja predstava Razočarana gospodinja pri seksologu too much. Za nekatere je pa genializem. Zdaj pa moj Loki laja nekaj. Moja uko. Pritiskov mentorjev naj narišem kaj grdega, odvratnega. Ja, pa to je ta trend. Jaz sem šel danes, rekel, vse renesanso, dekadence, gledati realizem, naturalizem. In potem vidim super fotko z morečim motivom, mrlič, utopljenka, realistično, ne surrealistično, realistično. Utopljenka, tako da me je grozak sem ti zgledal. Jaz bi rekel, vse je umetnost, ampak ne moreš pa to dnevno dati. Ne moreš. Tako da polemika ta, da ti tam nek avtoriteta, subjekt, za katerega se predpostavlja, da je umetnik, pere možgane, ja, to se dogaja. To se dogaja. Ampak, če bi radi kužili umetnost, pejte malo brati spise umetnosti, Leonarda da Vincija, analizo Leonarda da Vincija, gradivo, če se ukvarjate z literaturo, stopajoča, psihopatske osebe na odru. Glejte, če ćete odskočiti više v te umetnosti, dajte skozi psihoanalizo probati nekaj narediti več. Ne vem, jaz bi tole sklenil, če ja, tukaj. Simon Gregorčič. Morate imeti ta status priznanega umetnika in potem je domala vse umetnost. Čeprav Prešernove, one perverzne, seksualne pesmice ne veljajo za umetnost. Ker jih Nadja preveč transparentno vidi, da je, kako že, krancem je puk v zabavo, ali kaj že rekel. Pa ko rečeš puk, te že Nadja zapajsa, ti že ročno zategne, je že malo nelagodja. Tako da smo na spolskih tleh, jaz svoje znanje uporabljam, ne bom ga uporabil za umetnost. Mogoče tele moje predstave, nekaj še pripravljam, ko bo COVID malo minil, da bi pa, moraš biti pa etičen, ker če ti uporabljaš svoje znanje v neetične namene, tudi jaz znam hipnotizirati. To s hipnozo čudo stvari neetičnih se da narediti. To bi jaz se sesul v samega sebe, od muke, če bi jaz kaj takega delal. Tudi nekega znanja, jaz ne bom po nekih fintah v manipulacijo ljudi, recimo politični analitiki, ne v političnem marketingu. Če bi se pa nek umetnik želel z mano pogovarjati, bi pa lahko, recimo, mu namignil, ali pa če bi videl njegovo umetnost, bi marsikaj znal povedati, ampak le, če bi se prej pogovarjal o intimi, o otroštvu, o seksualnih fantazijah, tle bi pa mogoče znal namigniti, kaj bi se pa še dalo, ali pa kaj tukaj zaznavam, pa tako naprej. Čredni nagon, seveda je čredni nagon. Ja, sej tole polemizirate, ja, Modrijani, goveja muska. Veste, če si ti uglajena, bontonizirana dama, bo šla v opero, pa balet gledati. Tam je karta 50 €. Tam Modrijani, tam pa daš, pa se ne želeš tistega pšanca, pa cvička. Pa 2 pira spiješ, ne. Modrijani zaslužijo, ne vem, 20 000 € na en večer, oni umetniki tam na balet, pa opera, pa mozejo državo. Spolske temo ne moramo se obdelati, zdaj je že blizu, vse imamo še 10 minut formalno, no, ampak ne vem, če bi zdaj tole na vsak način še drezali, ne.
Toliko tega zapovedati ne moramo vsega povedati. Mislim, da sem bistvo povedal, če bi povedal še kaj več, bilo že kičasto. Bil že kič. Skratka, če sem je tole 3 konference, smo imeli 3 predavanja, drug teden bo pa ena pa zelo seksualna stvar, se pravi pravi moški in normalne ženske. Malo promocija tudi moja knjige, mogoče vse je tam vzad o spolu. Pa ideja je, da mogoče, če že ne glih skozi Zoom konference, pa saj live na Facebooku, kakšne podobne teme obdelam. Jaz jih imam malo morja v rokavu. Sam letem, jaz vsako konferenco 10 ur pripravljam za džabe. Mislim, mi moramo neko financiranje tole vendarle pošlihtati, ne moram to za hobi delati, ne. Zdaj sem vse za hobi naredil. Ok, jaz bom rekel, zdaj se povsem, spoštovani, zahvaljujem. Hvala za trud. Ja, saj sem se trudil, tisti gnil si že. Pa drugi teden, v istem času, še to zadnjo temo. Če imate kakšne pripombe, tekste imate, ste tlele na Zoomu, jih lahko na Zimske ulice pošljete, tudi meni lahko, na Facebooku pa tudi lahko kak komentar napišete, ampak glejte, če ste normalni, če niste sadisti, ne me žaliti, no, ne me žaliti, ker dosti sem teh žaljen ali pa dosti nam vseh spotikanj, tako da še enkrat, hvala lepa, zdaj bom končaj tele, samo da nam pol zbrisi, končaj live, hop, zaključek video živo, zdaj bom zaključil tole snemanje, stop recording. Evo, tudi